Zdravljeni. No, a veste, razmišljam, kaj je naslednji nasvet, ki ga želim posneti. In ena stvar je, zadnje čase se to govori o ščitnici, vsaka ta druga ima težave s ščitnico. In ja, želim pokazati eno stvar, pa vem, siti ste me po moje že s temi zadevami, ampak vseeno, glejte, zdajle sem šla na sprehod in joj, ja, ni druge, kot da odtrgam, kaj sem dobila. Gobice. Čakajte, da jaz to zdaj najdem, tako da lahko pokažem. Takole. Joj, se kaj vidi? Se. No ja, menda se bo kaj videl. V glavnem, Jurček, pa Jurček, pa Jurček, pa še kakšen Jurček, pa Marila. Takole. Ja, vem. Vedno vam kažem to, ker sem čisto navdušena nad tem. V glavnem, vem, da sem že večkrat govorila o tem, ampak ena hrana je direktno, zdaj zdravilo ni ta prava beseda, ampak dejansko direktna rešitev za našo ščitnico in to so gobe. Gobe vsebujejo čisto vse, kar potrebuje naša ščitnica, da se nahrani, da se razstrupi, da deluje dobro in da če skupaj z gobami zmešamo recimo ajdovo kašo, vem, da sem tisočkrat povedala. Mogoče bom toliko časa govorila, da boste res začeli to pripravljati. Ker dejstvo je, da ajdova kaša ima kup stvari. Zdaj je tatarska ajdova kaša, bo vsak čas zrela in tatarska ajdova kaša ima veliko več, ali pa tatarska ajda, hranilnih snovi, rutin ima noter, ki je za naše žleze, za žile, za čistiti telo. In če to zmešamo skupaj z gobami, ki so pa tako najboljša zelenjava in imajo praktično vse za razstrupljanje, nastane res odličen obrok za obnovo, za razstrupljanje. Ker prav pri ščitnici je problem, da se na ščitnične hormone oziroma receptorje nalepijo strupene snovi in te strupene snovi potem motijo delovanje ščitnice. In še ena stvar, kar je zanimivo prav pri ščitnici, je to, da je problem v tem, da lahko moti delovanje ščitnice virus. In če naredimo recimo ajdovo kašo pa gobe na poru ali pa na čebuli s česnom, je to res tak obrok, ki deluje na to, da se dvigne imunski sistem. Res vam priporočam, dajte iti na zdravo hrano, ker to je edina stvar, s čimer si res lahko sami pomagate, nasiti vas, dobro se počutite. Zdaj pa, to je pri hrani za ščitnico. Druga stvar pri ščitnici je pomembno, da pijete čaj iz zlate rozge. To sem tudi že tisočkrat povedala, vem. Ampak vseeno, dajte si ta čaj nabaviti. Zdajle ne cveti več zlata rozga, no saj tukaj pri nas na Gorenjskem ne. Dajte ga piti, zato ker deluje na razstrupljanje. In naslednja stvar, ščitnica je direktno v povezavi s tem, kaj me duši. In izražati čustva. Ta trenutek se počutim na kakšen način. In prav tiste, ki imate težave s ščitnico, dajte hoditi ven v naravo. Dajte se sproščati. Dajte, ne vem, objeti drevo. Naredite nekaj v tej smeri, da se dobro počutite. Ker dejstvo je, da drevesa okrog nas so, ja, zato da se stisnemo, da se drevesa s tem ukvarjajo, z našimi težavami in boste videli, da bo življenje bo lažje, boljše. Ko enostavno predaš bolečino naprej, ni druge, kot da se dobro počutiš. Vem, da se ljudje bojijo klopov, ampak saj je samo klop. To je samo tiho vnetje na celični bazi, tako kot vse ostalo. In proti tihim vnetjem se lahko borite z omego 3, to je ta prva zadeva, česen, čebula. In dejstvo je, da če se že pojavijo tiha vnetja v tem primeru, ja, seveda rabite zdravo hrano, ampak ne se bati gozda, ker gozd je zdravilen. Pejte malo po novo energijo in boste videli, življenje je potem lažje in ni potrebno veliko časa. Zdaj v jesenskem času so res te barve neverjetne. Jaz enostavno uživam v tem pogledu, ker, glejte, to je enostavno lepo. Enostavno je lepo. In vsak mesec v letu je lep in če se zavedamo tega, da lahko poskrbimo s pozitivnim mišljenjem, s hvaležnostjo, za svoje dobro počutje se stvari začnejo urejati. In včeraj mi je ena gospa napisala sporočilo in mi je bilo tako, wow, v pol leta se je znebila 25 kil in je napisala, kar je največja sprememba, je pa to,
da se ima rada, da se sprejema in da se je nehala kritizirati, enostavno opaža lepoto v sebi. To je tisto. In ko jo opaziš v sebi, jo opaziš v drugi, jo opaziš v naravi, jo opaziš povsod okrog sebe, ker lejte, svet je čudovit. Res, svet okrog nas je res čudovit in mi živimo v eni taki lepi oazi in nehajte gledati poročila, ki je toliko negativnega in se raje ozrite okrog sebe, to, kar je lepo. In ja, svet je lep. Če se vi odločite, da bo vaš življenje lep, bo lep. Vem, da eno so besede, ampak ne mislim, da sem jaz v tem življenju na počitnicah. Nisem. In dejansko razmišljam tako, če zmorem jaz, zmorete tudi vi. Tako da lepo se imejte.